Za uspešen energetski prehod je nujno opolnomočenje vseh deležnikov oziroma njihova seznanitev s trendi pri hranilnikih in fotovoltaiki, kjer so se z novim letom spremenila pravila, prav tako na področju ESG. V energetski prehod je treba vključiti tudi vse generacije. O trendih v energetiki bo za Bloomberg Adrio govorila Mojca Černelč-Koprivnikar, direktorica družbe Prosperia. Pozdravljeni, gospa Černelč-Koprivnikar. Pozdravljeni. Torej, na področju fotovoltaike je z novim letom prišlo do velikih sprememb. Lahko letos pričakujemo zaradi tega morda drastičen upad investicij? Moje mnenje je, da nikakor ne, kajti zaradi tako imenovanega ukinjanja net meteringa, torej na letnem nivoju, torej porabe in proizvodnje električne energije iz recimo lastnih fotovoltaičnih elektrarn, so mnogi pohiteli z vlogami, kajti tiste, ki so oddali vlogo za priključitev svoje sončne elektrarne vsaj do 31.12.2023, bodo deležni še tega prvotnega oziroma starega načina net meteringa, ki menijo, da je pač ugodnejši, pod pogojem, če bodo svojo pač fotovoltaično elektrarno uspeli torej pridobiti soglasje, izgraditi in priključiti na omrežje vsaj do konca, do 31.12.2024. Morate vedeti, da se zaradi tega število vlog drastično povečalo, zlasti v zadnjih 3 mesecih, in da so recimo v letu 2023 je bilo konec leta izdanih približno 21.000 soglasij, ostalo je pa še nekje 21.900 nerešenih vlog. Torej je bilo v letu 2024, govorimo o podatkih Gospodarskega in interesnega združenja distribucije električne energije, prejetih približno 42.000 vlog. To pomeni, da je to zelo velik poskok v primerjavi z letom prej, ko je bilo takšnih vlog prejetih približno 28.000. Kar pomeni, da bo prav nasprotni učinek. V letu 2024 pričakujemo lahko drastično povečanje investicij oziroma izgradenj sončnih elektrarn v Sloveniji. Čeprav na nek način smo si zagotovili gradnjo na zalogo, če lahko tako rečemo. Zdaj, če se premaknemo na zeleni prehod, poudarjate, da morajo biti pri zelenem prehodu aktivne vse generacije. S kom ciljate tukaj, predvsem na starejše? Pa zakaj morda? Dejansko ciljamo ne samo nikakor ne na starejše, ampak dobesedno na vse generacije, na mlade, na delovno populacijo, na starejše, na različne spole, ženske in moške, kot tudi, o čemer se morda manj govori, različne profile. To pomeni, da v bistvu ljudje smo od, kako bi rekla, izobrazbenega statusa, od, ne vem, nekdo ima osnovno šolo, nekdo ima fakulteto, doktorat, morda celo s področja energetike ali pa celo podnebnih tematik. Torej, če želimo, da bo, zakaj morajo biti aktivne vse generacije? Če želimo, da bo zelen prehod uspešen, ključno vlogo pri uspešnem zelenem prehodu igra energetika in reševanje podnebne krize. Zato, da lahko to razrešimo, pa morajo biti aktivni vsi. Zakaj? Ta pokrajina energetike se izjemno spreminja. Naenkrat imamo aktivne odjemalce, ki imajo lastno fotovoltaiko, in ki imajo lasten električni avtomobil, ki ga polnijo in praznijo. In v bistvu ob tem pa seveda ni za spregledati tudi učinkovite rabe energije in zmanjševanja porabe energije in krožnega gospodarstva, kar pomeni, da bi moral prav vsak posameznik postati ozaveščen o tem in imeti možnost aktivne vključitve. Drugače bodo razlike med posameznimi, kako bi rekla, skupinami ljudi vedno večje. Nekateri bodo lahko imeli tudi koristi od tega zelenega prehoda, tudi finančne, ker bodo lahko prilagajali svoj odjem, medtem ko bo skupina ljudi, ki bo iz tega izključena. Tako da govorim konec koncev, če sem rekla, o različnih starostnih skupinah, izobrazbenih skupinah, spol, moški, ženske, govorim tudi konec koncev o odjemalcih električne energije kot fizičnih osebah, ki jih je mimogrede v Sloveniji približno teh gospodinjskih odjemalcev bližno skoraj že 900.000 in 111.000 recimo poslovnih odjemalcev, torej skupaj približno 1 milijon odjemalcev električne energije. Zagotovo sicer lahko to privede verjetno tudi do energetske revščine, če ne bodo vsi vključeni in tako naprej. Zdaj vi poudarjate tudi pomen ESG in naprednega podnebnega voditeljstva. Kaj mislite s tem? V bistvu gre za 2 različni zadevi, ki sta pa po mojem mnenju medsebojno odvisni. ESG ne more biti uspešen brez
naprednega podnebnega voditeljstva. Da razložim, ESG pomeni na kratko predstavlja trajnostno poslovanje, ne? Ki je ključno za dolgoročno trajnost in tudi konec koncev za finančni uspeh. Gre za skupek standardov Evropske unije, ki se uporablja za oceno organizacij pri njihov odnos, torej podjetij in njihov odnos do okolja, torej environment, družbe, social in governance, torej upravljanje organizacije, ki pa ima lahko in bo imelo vedno večje finančne posledice. Zato, ker na podlagi teh kazalcev in poročanja ocenjujejo tudi finančne institucije, v kaj bodo investirale. To pomeni, da s časoma ne boš več mogel dobiti kreditov ali pa pač finančnih virov, brez da boš dokazoval, da si na teh področjih proaktiven in da deluješ trajnostno. Tako da je v bistvu ključno, da podjetja poslovanje prilagodijo trajnostnemu razvoju. Zdaj v okviru ESG-ja je seveda tudi velik poudarek na vključevanju in raznolikosti. Zato se v bistvu ta trend vključevanja v zeleni energetski prehod, če želite, povečuje, zato ker so po eni strani podjetja tudi motivirana ali pa prisiljena, da to počnejo. Napredno podnebno voditeljstvo, za katerega ste me pa vprašali, pa pomeni proaktivnost, pomeni prevzemanje celovite odgovornosti pri reševanju podnebnih sprememb. To pomeni tako z vidika okolje, družba, upravljanja. To pomeni, da postane vsak izmed nas, ne glede na formalno pozicijo v družbi, podjetju ali kot fizična oseba, proaktiven in v bistvu postane sprememba, ki jo želi videti. Kajti, kot vidimo, podnebna kriza je ogromna, ne? Verjetno danes, če živiš v Sloveniji, že vidiš, kaj se dogaja na področju smučišč in snega. Res je, nažalost. Zdaj, vsem temu ste govorili tudi na konferenciji naslednji teden pred dnevom žena, kjer bo poudarek na ženskah v energetiki. Čisto na kratko. Zdi se, da je v branži res malo žensk, manj kot sicer med tehničnim kadrom, če ocena pravilna. Kako obrniti ta trend in pa zakaj je to pomembno? Tudi s takšnimi srečanji, kot so ženske v energetiki, ne govorimo samo o ženskah, govorimo tudi o vključevanju mladih, ne? Tako da bodo tudi... Ampak v bistvu je ta beseda ženske v energetiki na nek način sinonim tega razmisleka o vključevanju in proaktivnosti. Tako da to ni konferenca, kjer bi, kako bi rekla, se pritoževali, da nismo vključeni, ampak kaj lahko tudi ženske same naredimo na tem področju, da se seveda znanju je moč, da se najprej izobrazimo, da smo informirani, da lahko potem spreminjamo. Zdaj bi to rekla, ko ste rekli o deležu žensk. Zanimivo je to, da je recimo po podatkih, v bistvu delež žensk zaposlenih v energetiki se poveča od leta 2018 do 2022 iz 26 na 28%. Podatki agencije Irena je recimo, delež žensk leta 2019 na področju obnovljivih virov energije pa še višji, 32%. Veste, gre se za to, ko razmišljamo o vključevanju in raznolikosti, ne gre se za to samo, da imamo pravičen zelen prehod. Gre se za to, da je dokazano z številkami višja dobičkonosnost podjetij, kjer imajo večji delež ali pa vsaj nek delež žensk vključenih v vodilne pozicije. Dokazano je, da je manjša koruptivnost v zneskih, kjer je vključenih več žensk, kot tudi višja inovativnost. Kar pomeni, da v bistvu na nek način, če se družba ne zaveda, da je potrebna vključevati raznolike, pušča dobesedno denar, inovativne rešitve na mizi, torej priložnosti. Tako da to ni nekaj, kar je nice to have, oziroma lepo imeti, ampak je nekaj, v bistvu, kjer tudi mora vsak posameznik se zaveda, da lahko pomembno prispeva k temu zelenemu energetskemu prehodu, oziroma je nujno, da se aktivno vključi tako doma, kot na delovnem mestu. Velja, upajmo, da bo sporočilo slišano. Hvala za pogovor, gospa Černečko-Privnikar. Hvala tudi vam in dobrodošli 7. marca na ženskah v energetiki na edinstvem inspirativnem dogodku o zelenem energetskem prehodu. Hvala lepa. Hvala.